Gledalec iz Slovenj Gradca je leta 2002 po očetu podedoval hišo. Do leta 2015, ko jo je hotel prodati, ni vedel, da je črna gradnja. Objekt, ki je bil zgrajen leta 1972, je namreč leta 1996 uničil požar. Lastnik ga je znova postavil, a precej večjega kot prej, očitno pa ni nikoli uredil dokumentacije. Zadnjih 5 let to poskuša urediti dedič, ki pa je pri tem trčil ob celo vrsto ovir. Med drugim so mu na občini pojasnili, da bo moral pri legalizaciji plačati komunalno ureditev zemljišča z vsemi priključki, poleg tega pa še kazen, čeprav ima stavba hišno številko, gledalec pa tudi redno plačuje vodo, kanalizacijo in elektriko. Strokovnjak pojasnjuje, da mora dedič najprej ugotoviti, ali je bil objekt iz leta 1972 sploh legalen. Običajno imajo upravne enote tudi na kakšnih mikrofilmih podatke, da je nekaj se tukaj dogajalo na tem predmetnem zemljišču in imajo dostikrat dobite, se pravi, nek dokument, ki izkazuje, da je to objekt imel neko gradbeno dovoljenje. Če prvotno poslopje imelo gradbeno dovoljenje, bo stroškov manj, nikakor pa se jim ne bo mogel izogniti. Je pa bistvenega pomena sedaj, koliko bo plačal komunalnega prispevka. Recimo, teoretično, če govorimo, če je objekt iz leta 1972 bil velik 100 kvadratov, objekt iz leta 1996 pa 200, če je bil prvi legalen, bo plačal razliko za 100 kvadratov, če je bil pa tudi prvi nelegalen, bo plačal za celoten objekt. Gledalec iz Ljubljane ima težave pri pridobivanju hišne številke za novogradnjo, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano leta 2016, stavba pa je bila dokončana v začetku leta 2018. Hiša je grajena po načrtu iz gradbenega dovoljenja in je vpisana v kataster stavb. Gledalec je očitno zamudil rok 1.6.2018, da bi pridobil hišno številko. Kajti po tem roku velja novi zakon in hišno številko se lahko dobi samo na podlagi uporabnega dovoljenja. Torej bo moral gledalec izdelati dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja, pridobiti uporabno dovoljenje in potem pridobiti hišno številko. Tudi če je bila hiša dokončana v času, ko je veljala stara gradbena zakonodaja, bi moral imeti investitor izdelano projektno dokumentacijo. Na podlagi te pa bi brez težav pridobil uporabno dovoljenje in hišno številko, še dodaja naš sogovornik. Gledalka, ki bo šele začela graditi, pa ima težave zaradi oblike strehe. Predpisi v njenem naselju dovoljujejo le dvokapnice, ona pa si želi na hiši večkapno streho. Dodaja, da sta v naselju že 2 takšni zgradbi. Legalno to ni mogoče, opozarja arhitekt. Občina je tista, ki določa način in obliko gradnje, tako da objekt vsak, ki se gradi na novo, mora biti skladen z občinskim prostorskim načrtom. Zdaj, da bi spremenili pogoje občinskega prostorskega načrta, je malo verjetno. Kar pomeni, da druga 2 investitorja v naselju najverjetneje nista upoštevala predpisov.